Zdaj pa vabim k besedi magistro Branko Hrast Debeljak iz Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Tam je direktorica direktorata, ki je pristojen med drugim tudi za odrasle in hkrati sofinancer vsega naštetega. Izvolite. Spoštovani namestnik direktorice direktorata za spretnosti in delovna mesta pri Evropski komisiji, gospod Egbert Holthuis, spoštovana vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, doktorica Jerneja Juk, spoštovana predstavnica sektorja za vseživljenjsko učenje pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, gospa Kaja Pungarčar, spoštovana direktorica Andragoškega centra Nataša Potočnik, spoštovane udeleženke in udeleženci današnjega dogodka, lepo pozdravljeni. Gradnja in uporaba mostov med sektorji, disciplinami, sedanjostjo in prihodnostjo bo ključna za ustvarjanje in izkoriščanje novih priložnosti ob skrbi za dobro počutje vsakega človeka, skupnosti in planeta. Da pa so mostovi trdni, potrebujemo celovito strateško perspektivo, ki vključuje vizije vseživljenjskega razvoja spretnosti v najširšem pomenu besede, znanja, veščin, odnosov in vrednot. Pomembno je priznati vlogo prenosljivih veščin, vključno s socialno-čustvenimi in komunikacijskimi veščinami, pri opolnomočenju ljudi, da se aktivno in odgovorno vključijo v družbene spremembe. Takšen, celovit in integriran je pogled na izobraževanje in spretnosti v vseh temeljnih nacionalnih strateških dokumentih. Viziji Slovenije 2050, strategiji razvoja Slovenije 2030, slovenski strategiji pametne specializacije, dolgoročne podnebne spremembe do leta 2050. Takšen je tudi pogled resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji, sprejeti leta 2022, ki usmerja politiko izobraževanja odraslih z opredelitvijo ukrepov, financiranja in povezovanjem dejavnosti večjih resorjev, pristojnih za izobraževanje in usposabljanje odraslih v Sloveniji. Cilji resolucije so usmerjeni v zapolnitev vrzeli v izobrazbi in spretnosti, zlasti na področju pismenosti ter drugih osnovnih in poklicnih spretnosti. Povečanje udeležbe odraslih v dejavnosti vseživljenjskega učenja. Razpoložljivi podatki namreč kažejo, da je bilo v Sloveniji po podatkih Eurostata leta 2022 v vseživljenjsko izobraževanje vključenih 22,3% prebivalcev Republike Slovenije, starih od 25 do 64 let. Ohranjanje koraka s spremembami je tako velik izziv in priložnost, kjer so izobrazba in spretnosti ključni odziv. Da bi bili učinkoviti, jih je potrebno oblikovati v partnerstvu z vsemi relevantnimi akterji ter z uporabo natančnih podatkov in raziskav. Mednje zagotovo sodi mednarodna raziskava za merjenje kompetenc odraslih PIAAC, ki bo danes še večkrat in podrobno izpostavljena. Udeležba odraslih v izobraževanju se v večini držav povečuje, vendar je napredek neenakomeren. Da bi to odpravili, moramo na nacionalni ravni podpirati tiste skupine odraslih, ki se najmanj vključujejo. Torej tiste z nizkimi kvalifikacijami, nizkimi plačami, starejše odrasle na podeželju, mala in srednje velika podjetja ter iskalce zaposlitve. Ovire za udeležbo so šibke osnovne spretnosti in pomanjkanje veščin IKT. Potrebna je podpora za razvoj teh veščin in omogočanje dostopa do različnih učnih poti. Neposredno nagovarjanje preko premalo zastopanih skupin je ključnega pomena za njihovo motiviranje in spodbujanje, da se vključijo v izobraževanje odraslih. Načelo vključevanja in pravičnosti je v vseh segmentih zapisano tudi v slovenski šolski zakonodaji od leta 1996 dalje. Slovenija je podpisnica Evropske socialne listine in zasleduje cilje Evropskega stebra socialnih pravic, ki zagotavljata pravico do kakovostnega svetovanja,
izobraževanja in usposabljanja skozi celo življenje. To zahteva tako celovito obravnavo odraslih kot ciljne skupine, kot posebno skrb za ranljivejše v politiki izobraževanja, trga dela in zaposlovanja. Prepričani smo, da je nujno zagotoviti dovolj priložnosti in možnosti za udeležbo v izobraževanju in usposabljanju skozi vse življenje, a udeležence tudi spremljati z ustrezno, močno svetovalno podporo pred, med in po izobraževanju ali usposabljanju. V Sloveniji je partnerstvo pomembno vodilo tudi na področju izobraževanja odraslih. Kljub temu verjamem, da sodelovanje lahko vedno izboljšamo in se drug od drugega učimo. Ustvarjanje koalicij je razmeroma enostavno, njihovo vzdrževanje in vodenje pa zahteva posebne vire, modrost, doslednost in veščine. Spoštovane udeleženke in spoštovani udeleženci današnjega dogodka, želim vam, da bi bil to dan, ko bi se vsak od nas naučil nekaj novega. Hvala za povabilo in uspešno delo. Hvala lepa magistri Branki Hrast Debeljak za ta širok pogled. Ja, v Sloveniji Evropsko leto spretnosti ves čas dojemamo kot priložnost za vzpostavitev mostov med svetom izobraževanja, predvsem izobraževanja odraslih oziroma vseživljenjskega učenja in sveta zaposlovanja. In fino, da ste omenili tudi podporne dejavnosti, ker na te se včasih pozabi, se razmišlja samo o programih izobraževanja in usposabljanja, podporne dejavnosti pa še marsikaj poleg svetovanja, priznavanja je pa zelo pomembno, da stvari stečejo še učinkoviteje.